V tem videu bom pokazala, kako si naredim kodre, ki so valoviti in izgledajo dokaj naravno. Najprej si lase seveda dobro počešem, da ni nobenih vozlov. Potem si jih razdelim na dva dela, zato da si lažje delam kodre. Spodnji del si prav tako razdelim na dva dela in začnem jemati pramene od zadaj. Torej vzamem tak pramen, približno take debeline, ne pretanek, ne predebel. Kodre si delam s tem kodralnikom, Figarom. Še boljše bi bilo, če bi bil ta brez klipsne, zato ker je nočem uporabljati, ker se ponavadi vidi rob klipsne. In tudi jaz si delam kodre od vrha navzdol in ne vzamem si spod in navijem navzgor, če razumete, kaj mislim. Ker da to bolj volumen, če začnemo od zgor in naredimo ta volumen pri glavi. Kodre navijam vsakič v drugo smer, zato ker nočem, da so vsi v enaki smeri, da se ne potem združijo v en velik koder. Torej enkrat proti obrazu, enkrat stran od obraza, čisto po občutku, lahko vsak drug koder, lahko vsaka dva kodra. In preden da koder čisto pustim, ga malo podržim v roki, da se malo ohladi, ker vroč koder se hitro preoblikuje oziroma pade in ko je hladen, ne bo več padel. Pramen las držim na Figaru približno od 15 do 30 sekund, čisto po občutku, odvisno koliko imam tudi vroče. Jaz imam na približno 180, maks je pa 220, se mi zdi. No, to je končana prva sekcija in preden jih počešem, malo počakam, da se čisto ohladijo, da se ne takoj podre, ko ga razčešem. Zdaj lahko vidite, kako se spremeni videz kodra, izgleda bolj naraven, ne tisti tesen koder. Tukaj si posprejam sprejem za teksturo, zato da koder bolj drži, da izgleda tudi bolj, še malo bolj naravno, da niso taki mehki. Lahko se pa kamoto porabi tudi sprej, ampak ne pretiravam s sprejem. Pol sem ugotovila, da bi bilo verjetno boljše, da si dam prej ta sprej, zato ker je dosti moker in lahko podre koder, ampak jaz imam dosti take lase, da držijo koder, tako da mi ni podrlo. Potem za zgornjo sekcijo si bom najprej pošpricala ta sprej in potem naredila kodre. Potem grem še skozi lase malo s prsti, oblikujem, dokler mi ni všeč, včasih kak kodrček pade, tako da ga še enkrat navijem. To je čisto po občutku, čisto kako se vam zdi. Ko končam spodnjo plast, jo
fiksiram z gumico, zato da se ne meša z ravnimi lasmi. No in tukaj, kot sem že prej rekla, najprej posprejam s tem teksturnim sprejem, potem malo utrem to v lase, da jim v bistvu že dodam neko teksturo, kot da imam malo razmršene valove. In potem spet kodram isto, ene proti obrazu, ene stran od obraza. Ok, vsi lasje so skodrani, spet počakam, da se ohladijo in potem jih šele počešem. Tukaj lahko vidite razliko, desna in leva stran. In potem za še večji volumen pri lasišču dodam suh šampon, ker ko si operemo lase, imamo vedno take mehke in nočemo takih. Potem s prsti malo utrem, da se tudi ne vidi tisti beli prah, ki je v šamponu. Zdaj uporabljam en drug šampon, mislim, da je od DM firme, njihova firma, bil je 2,80, oni Ozi, ko ga uporabljam, je mislim, da okoli 5,94 €, ampak mi je Ozi še vedno najboljši, ampak ta tudi ni slab. Ima malo več tega belega prahu v sebi. No, na drugi strani ponovim. Tukaj sem naredila spet en mal preravn koder. Tudi tukaj dodam suh šampon za volumen in teksturo. Aha, tu se vidi, koliko belega ima v sebi, ampak ni panike, se tudi da to utreti, tako da ni zdaj to najbolj grozno. Grozno je bilo, če se to ne je dalo pol odstraniti. Suh šampon res naredi razliko, pač če nimaš volumna pri lasišču, naredi čudeže. No, to je moj končni look kodrov. Izgledajo dosti naravno, ampak imejte še v mislih, da še malo padejo. In zdaj še za bonus naredim eno hitro poletno sproščeno frizuro. Torej na vsaki strani dve kiti, ki se imenujeta Dutch braid. Ne vem, če imamo slovenski prevod, to je v bistvu francoska kita, ko se dodaja prameni, samo da pri Dutch braidu dajemo pramene od spod, če razumete. Torej ne dajemo iz vrha na not, ampak iz spod na not. Torej, pramene dajemo od spod, ne od zgor. Če ne veste, kako se to naredi, najboljše, da pogooglate Dutch braid. Pri tem Dutch braidu bolj pride do izraza kita kot pri Frenchu. Pri Frenchu je tako na not in se sploh ne vidi ta obris kite. Ampak ta kita je dosti mala, tako da niti ni to pomembno. No. Če imela pa po celem ono debelo kito, se pa ful vidi razlika. Potem fiksiram s to tanko gumico. Jaz vedno, ko si naredim kito, potem jo še malo tako razrahljam, zato da izgleda bolj taka v bistvu neurejena oziroma naravna, da ni očitno, da je kita, ampak taka malo razmršena, da paše temu looku, ampak to je čisto po želji. Potem tukaj fiksiram še z špangico, za vsak slučaj, ni pa nujno.
Aha, ja, tukaj spet pustim naprej en pramen, zato da izgleda vseeno malo bolj igriva frizura, ker če bi si dala vse lase nazaj, bi izgledalo malo bolj elegantno mogoče. No, tukaj spet naredim to Dutch braid. Vsakič vzamem pramen iz ene strani in ga dam od spod. Zato je potrebno malo vaje, to sigurno iz prve res težko, ker moraš ful razmišljati, jaz tukaj sploh ne razmišljam, ampak delam bolj avtomatično. Tako da malo zvadite pa bo. Na sebi je mogoče malo težje tudi delati kite, no, ampak se da naučiti. Spet jo malo razrahljam. Jaz imam po vrhu malo bolj redke lase, zato tudi ne pride kita taka voluminozna, ja, ok. In zato jo tudi tako razrahljam, ni pa nujno, čisto po želji. Lahko jo tudi bolj nežno razrahljate, da ni taka messy. Ok, te pramene si lahko pustiš na obraz, če te ne moti, mene to malo moti in tudi se mi ne zdi tako, ne vem, mi je bolj všeč, če jih imam bolj nazaj. Zato bom s to čudno napravo, ki sem jo kupila v Millerju, ta pramen dala skozi kito. S tem lahko delaš ful trikov, recimo, tudi če ne znaš kite splesti ali pa kaj podobnega. Tukaj samo izberem, kje skozi hočem, da ta pramen gre, v bistvu kot da ga bi vpletla v kito, ampak ga nisem, ne. Sem ga naknadno dodala. In sam potegnem in voilà. In zdaj me ta pramen tudi ne bo toliko motil in tudi meni se zdi, da malo lep izgleda, no. In isto ponovim na tej strani, določim, kje hočem, da gre skozi, pramen malo potegnem, da ne pade skozi obroč in tada! In evo, tukaj je naša igriva poletna frizura, ki izgleda dosti naravno in tudi lase imamo iz obraza, kar je super. Bistvo teh kodrov je, da ne izgledajo preveč, kot da smo se ful trudili, ampak da izgledajo, kot da so to naši naravni kodri. Tako da, če kjer koder ni popoln, ni panike. Še boljše. Malo poziranja in to je to. Čau!